Tokrat v občinskem informatorju. Neznani storilci oskrunili mariborsko sinagogo s sovražnimi napisi. Evropski poslanec Vladimir Pribilič odprl pisarno v Mariboru. Gasilska brigada Maribor skrbi za varnost v našem mestu. V medgeneracijskem centru Danica Duplek z novimi aktivnostmi v novo leto. Znova zagnali akcijo Šolar na smuči. V Staršah v tem letu tudi skrb za cesto v Brunšviku, pokopališče in knjižnico. Po novoletni sprejem v Majšperku priložnost za povezovanje. Lepo pozdravljeni. Stavbo mariborske sinagoge, ki je sicer spomenik državnega pomena, so neznani storilci čez vikend oskrunili z nesprejemljivimi sovražnimi grafiti. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve 2 kaznivih dejanj, sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ter poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti. Na podrobnosti pa v nadaljevanju. Čez vikend, najverjetneje v noči sobote na nedeljo, so neznani storilci popisali fasado sinagoge Maribor z več sovražnimi napisi. Zato gre za poškodovanje kulturnega spomenika, državnega pomena, po drugi strani pa gre za pozivanje k rasni, verski in nacionalni nestrpnosti. Zdaj, vsi napisi, če pogledamo natančno, sicer niso to vrstni, zagotovo pa nisem pravnik, ne znam točno presoditi, ampak po mojem najbolj laičnem mnenju smrt komerkoli, pozivanje ne samo, da je zavržno, ampak je kaznivo dejanje. V nedeljo po odkritju grafitov je obvestil več inštitucij. Od Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor do župana mariborskega, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za pravosodje, kjer je sicer vodilna, od lanskega leta imamo v Sloveniji namreč svet za boj proti antisemitizmu, in pa Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer vodijo slovensko delegacijo pri IHRI, to je mednarodna organizacija za spominjanje na holokaust oziroma boj proti antisemitizmu. Poleg grafitov s sovražno vsebino na stavbi in na informativni tabli je bil na vhodnih vratih tudi list s skico. V zvezi s tem zbiramo obvestila zaradi sume storitve 2 kaznivih dejanj, in sicer javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti. Danes so mariborski policisti, torej policisti Policijske postaje Maribor 1, opravili ogled kraja in ugotovili, da je po nestrokovni oceni pri tem nastala škoda v višini 1500 evrov. Seveda danes nadaljujemo z zbiranjem obvestil in bomo o vseh ugotovitvah tudi obvestili pristojno tožilstvo. Glede na Kazenski zakonik Republike Slovenije so predvidene kazni. V prvem primeru, torej v primeru kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva ali nestrpnosti, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je opredeljena kazen zapora do 2 let. Torej v drugem primeru, v primeru poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednosti, pa se ta kaznuje z zaporom do 5 let. Tokratni grafiti s sovražnimi napisi pa v zadnjih letih niso osamljen primer. 2009 so bili grafiti, vsebina ni bila identična, ampak podobna. Doživljamo pa sicer v sinagogi Maribor, jaz osebno, večkrat napade po internetu, pač na elektronsko pošto, pač smo javno kulturno ustanovo, ničesar ne skrivamo. Zdaj čisto z pravnega vidika, če je torej to vrstno mnenje in tudi grožnja, so meni osebno namenjene, pač po slovenske zakonodaji to ni javno, je potem pač ne kaznivo, vsak primer pač ni prijetno. Mariborski policisti pa še. Prejeli smo vprašanje, ali lahko to dejanje povežemo z grafiti, ki so se pojavili v novembru lani. Tisto kaznivo dejanje še preiskujemo, v tem trenutku pa teh 2 dogodkov ne moremo povezati. V redakcijo smo prejeli tudi izjavo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Zapisala je, da v naši družbi sovraštvo nima prostora. Citiram: napisi na mariborski sinagogi so nizkoten izraz nestrpnosti, poniževanja in zaskrbljujoč odraz naraščajoče netolerantnosti v družbi. Takšna dejanja sovraštva so nesprejemljiva in jih najostreje obsojam. Konec citata. Dodala je še, da je varovanje dostojanstva sinagoge odraz naše zavezanosti k spoštovanju zgodovine, kulture in sobivanja. Evropski poslanec Zelenih Vladimir Pribilič je kot prvi slovenski evropski poslanec doslej uradno otvoril lokalno poslansko pisarno v Mariboru. Ob tem je poudaril, da je mesto izjemno pomembno in ima velik potencial za prihodnost.
Evropski poslanec Zelenih Vladimir Prebilič je kot prvi slovenski poslanec doslej uradno otvoril lokalno poslansko pisarno v Mariboru, ki pravi, da je mesto z velikim potencialom za prihodnost. Dejansko že v času predvolilne kampanje smo veliko govorili o decentraliziranem razvoju Slovenije in tudi sam sem član odbora za regionalni razvoj in kohezijo in se mi zdi zelo prav, da poslanci znamo to tudi dokazati s svojimi dejanji. In če me spomin ne vara, je to sploh prvič v zgodovini, da je katerikoli evropski poslanec odprl tudi pisarno v Mariboru. Pisarna bo zagotavljala prisotnost poslančeve ekipe enkrat tedensko, nudila bo informacije o delu poslanca, hkrati pa bo stičišče sodelovanja med poslancem in različnimi skupinami prebivalcev ter institucijami v regiji. Torej, prvi razlog je ta, da severovzhodna Slovenija kot regija je še vedno žal manj razvita regija v Republiki Sloveniji od zahodne kohezijske regije in zato je prav, da tam, kjer je več težav, smo tudi mi prisotni. Sam osebno sodim v kategorijo tistih politikov, če želite, ki se zaveda, da je treba malo več poslušati, pa malo manj samo razlagati. In tudi, ko sem bil župan, sem prihajal v skupnost občin Slovenije, tedaj kot predsednik te asociacije, sem ugotavljal, da dejansko ta zaostanek, razvojni zaostanek, žal ni manjši, kar bi si vsi želeli, ampak ostaja še vedno zelo prisoten. In moja naloga, cilj je, da tudi te izzive, s katerimi se srečujemo v tem okolju, drugače naslovimo, tudi z mojo podporo. Poslanec načrtuje, da bo Maribor oziroma Štajersko obiskoval enkrat mesečno. Seveda bo ob tem obiskoval tudi druge slovenske regije. Se bo pojavljal med potencialnimi volilci z razlogom? Lejte, jaz mislim, da je prav, da se politiki pojavljamo med volilci. Jaz obžalujem, da nekateri politiki se bojijo svojih volivk in volivcev, pa tudi tistih, ki jih ne volijo. Veste, naša naloga je, da se družimo z ljudmi in kot sem že večkrat povedal, da jih poslušamo in jim ne samo razlagamo. Tudi to je moj namen, jaz se tega ne bojim. Jaz razumem, da vsi ne delijo mojih misli, da vsi ne delijo mojih pogledov, nič narobe, je pa prav, da si jih povemo, da jih izmenjamo. Veste, jaz mislim, da je moč dialoga bistveno večja kot moč delitve. No, pa vendar nas je zanimalo, če to pomeni, da ga bomo videli na državnozborskih volitvah prihodnje leto. Jaz bom že resnično dokončna odločitev še ni sprejeta. Je pa res, da se ne bojim novih izzivov. Res je tudi, da situacijo, ki jo imamo v Sloveniji, ne ocenjujem kot dobro. Menim, da bi lahko storili več in bolje. Prav tako menim, da Slovenija zmore več in bolje in ukolikor bo mogoče skozi tudi obliko sodelovanja narediti kaj več, sem se pripravljen o tem pogovarjati. Naj povem jasno, to, kar nekateri govorijo, da je nemogoče, da bi se pojavil na državnozborskih volitvah, da to ni pravo razmišljanje. Pisarna Prebiliča bo odprta ob ponedeljkih, evropski poslanec pa bo prisoten predvidoma enkrat na mesec. Kdaj točno, pa bodo sprotno obveščali. Gasilska brigada Maribor je srce varnosti našega mesta. Njihova predanost, strokovnost in pripravljenost na izzive so ključne pri varovanju življenj in premoženja. O njihovem delu, intervencijah in posebnih akcijah, ki jih približujejo najmlajšim, pa v prispevku. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2024 pestro za mariborske poklicne gasilce. Ja, naša hiša nikoli ne spi, jaz temu lahko tako rečem, smo skozi aktivni. V lanskem letu je bilo skoraj 1600 intervencij, tudi se zračunate, koliko je to intervencij na dan, v 24 urah, tako da res tukaj ne mine dan, da ne bi bilo intervencij. Gasilska brigada Maribor je srce varnosti v našem mestu. Trenutno je 88 zaposlenih, od tega je nas 74 poklicnih gasilcev. Ja, smo pa skozi prisotni, to je... Smo tukaj po tako zvanem ruskem turnusu, torej 12 ur čez dan, 24 ur prosto, 12 ur po noči in pa 48 ur prosto. In to 4 izmene na tak način funkcionirajo, delujejo in dejansko minimum, da je tu prisotnih v enoti vsaj 13 poklicnih gasilcev. Kadrovskih težav k sreči nimajo. Lansko leto nismo imeli razpisa, ker pač to ni, smo polni oziroma imamo vse delovna mesta zasedena. V drugem letu tudi predvidevamo, da bo, ampak ni problem, zaenkrat še ni problem dobiti kader. Imamo tudi, izvedemo teste preko fakultete za šport, oni nam izvajajo teste, potem pa še razni razgovori sledijo, ko so sprejeti, grejo pa
preden da nastopijo v enoti, so pol leta v gasilski šoli na Igu. S hitrimi odzivi, strokovnim znanjem in nenehnimi treningi so pripravljeni na vse, od požarov do tehničnih intervencij. Ja, če lahko temu tako rečem, tukaj so vsi za vse, no, od šoferjev, vodij, tehničnih reševalcev, posredovalcev pri nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanju na vodi. Smo enota širšega pomena. To pomeni, da posredujemo tudi v prometnih nesrečah in pa nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na vodi, iz vode, v širši okolici, ne samo za mestno občino Maribor, in pa seveda imamo tudi podpisanih 5 pogodb za posredovanje z sosednjimi občinami. Vsaka intervencija je svoj izziv. Gasilci tvegajo svoja življenja, da bi rešili druge. Njihova predanost in pogum pa sta neprecenljiva. Imamo pa še posebej specialiste, ti specialisti so pa nam za vrno tehniko in pa potapljači 5-3 kategorije, ko imajo pač neke širše naloge. S prav posebno akcijo pa se skušajo približati najmlajšim, ki so udeleženi v nesrečah ali pri drugih intervencijah. Ja, ta akcija stekla že kar nekaj let nazaj. Imamo neke igrače, smo dobili za strani skupnosti gasilsko-reševalnih zavodov, so še te obstojali. To je v vseh avtih, namenjeni so pa v primeru nesreče, da so v nesreči udeleženi otroci, a to požar, prometna nesreča, da pač v tistem času tudi otroke lažje zamotimo oziroma jih navežemo na nas, ali kako naj temu rečemo. Gasilska brigada Maribor je dokaz, kako pomembna je pripravljenost in predanost tistih, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne. Njihovo poslanstvo je jasno: varovati življenja in premoženje. V medgeneracijskem centru Danica Duplek so se na slovesnosti in druženju spomnili, kaj vse so počeli lani. Ob tem pa so povedali tudi, kaj bodo počeli letos. Posebno točko so imeli tokrat otroci, ki so starejšim izrekli prikupne želje. V medgeneracijskem centru Danica Duplek so se na prireditvi spomnili, kaj vse so počeli lani. Vodja centra Manuela Strnšek-Adam je pokazala fotografije, še pri tem pa so otroci zbranim starejšim povedali svoje želje. V letu 2025 vam želim veliko sreče, veselja in zdravja. V letu 2025 vam želim veliko uspeha, ljubezni, raznih pogledov in da vas bodo vnuki obnovali. V novem letu 2025 vam želim tople objeme in poljube, da se imate radi in da dobite še kakšno voščilo. V letu 2025 vam želim veliko zdravja, sreče in veselja. Srečno v letu 2025 in da boste vedno nasmejani. Tudi vodja centra je spomnila na to, da imajo radi, da otroci pridejo v center. Smo pustovali, spekli smo si krofe in dobili obisk otrok, to imamo najrajši. In tudi to, da otroci tudi na svojih aktivnostih pokažejo veliko. Likali smo, tukaj vidite, noben ni imel strah pred likalnikom, tako da kar zaposlite svoje vnuke, znajo vse, kuhat, ni problema. Včasih pride še kakšni 4-nožni prijatelj. Direktor doma Danice Vogrinec Maribor, v okviru katerega deluje ta medgeneracijski center, je izpostavil, da se pri izvajanju aktivnosti za vse generacije vidi moč skupnosti. Ta povezava med različnimi generacijami, iskanje sožitja na tak naraven način je tisto, kar ta družba potrebuje, in neštete aktivnosti, ki so bile danes tukaj prikazane v preteklem letu, kažejo, da delovanje teh centrov, Danica Duplek, Danica Rače, ni neka modna muha, ampak dejansko enostavna potreba te družbe. Da je medgeneracijski center res v pravem pomenu medgeneracijski, je zadovoljen župan Dupleka. Tukaj sodelovanje z šolami, starejši in tudi seveda tista delovno aktivna populacija ima kaj za tukaj najti. Jaz sem vesel, pravzaprav res za bogat program, bogato delovanje in res številne nasmehe, ki so narisani skozi vso leto, ravno zaradi vse te vsebine, ki
večgeneracijski center Danica Duplek ponuja. Sicer pa so med razlago, kaj vse so počeli in kaj vse bodo počeli letos, izpostavili tudi to, da zdaj iščejo mentorico ali mentorja, prostovoljko ali prostovoljca, ki bi uporabnike učil angleščino. Dobrodošli pa so seveda tudi vsi drugi, ki bi se radi družili in sodelovali. Na Mariborskem Pohorju so zagnali letošnjo akcijo Šolar na smuči, ki šolarjem omogoča prve zavoje na snegu. Dogodek Šolar na smuči že 9. leto poteka v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom Planica in policijo. V teh letih mislim, da že blizu številke 30 000 otrok, ki so bili deležni brezplačnega dneva na smučeh. Vesel sem, da je tukaj zraven v zadnjih letih tudi nordijsko smučanje, torej tek na smučeh za eno generacijo prej, torej v tretji šolci, in pa potem, da se naslednje leto čim več otrok spozna tudi z alpskim smučanjem. Direktor Smučarske zveze Slovenije je izpostavil, da je njihov ultimativen načrt, da bi v šoli imeli obvezno šolo v naravi kot del kurikuluma. Ker smatramo, da si to kot alpska država, kot država, ki še enkrat nosimo ta smučarski nacionalni ponos v sebi, to zaslužimo, tako da upamo, da je ta projekt začetek tega ultimativnega cilja. Dejstvo pa je, da se vremenske razmere spreminjajo in danes otroci nimajo več toliko možnosti za smučanje. Mene zelo veseli preživljati čas in opazovati otroke, kakšno veselje jim nudijo prvi zavoji oziroma prve lekcije na smučeh. Seveda v naših časih je bilo to vsekakor nekoliko drugače, kajti res smo lahko smučali za vsakim klancem in konec koncev je bilo to kot del igre, kajti snega je bilo veliko več. Ampak zdaj se moramo pač prilagoditi na te razmere. Pričakuje udeležbo več kot 5000 otrok. Si prizadevamo, da tudi v času zime, ko ni veliko drugih možnosti za gibalne aktivnosti na prostem, da se projekt Šolar na smuči podpira in tukaj res velika zahvala Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki finančno namenja finančna sredstva za ta projekt. Mariborsko Pohorje je eno izmed tistih, ki se vsako leto z veseljem odzove. Nasmeh otrok, ki ga vidimo tu, ko stopijo iz gondole, nekateri prvič na sneg, je neprecenljiv. Veselje, ki ga lahko s takimi akcijami otrokom omogočimo, je, mislim, za nas kot smučarske centre sila pomemben. Radi sodelujemo v takih akcijah, tako kot vsi ostali si bi tega želeli še več. Izredno pomembno pa je, da se otroci seznanijo s tem, kako se je potrebno obnašati na smučiščih, saj so kar v tretjini nesreč na smučeh udeleženi mladoletniki. V bistvu apeliramo predvsem na smučarje, ki obvladajo smučanje, da pogledajo na te, novince, na tiste, ki so malo manj vešči smučanja, da v bistvu otroci se čim prej priučijo varnega smučanja, da znajo kontrolirati smuči, da znajo prilagoditi hitrost smučanja in v končni fazi, da znajo tudi varno se zaustaviti. Akcija Šolar na smuči je priložnost, da otroci razvijajo ljubezen do zimskih športov in hkrati osvojijo znanja, ki so ključna za njihovo varnost na smučiščih. Na občini Starše se v začetku tega leta med drugim lotevajo projektov, ki so dediščina oziroma nadaljevanje lanskega leta. Tako jih čaka cesta v Brunšviku, pa tudi nadaljnje urejanje pokopališča in skrb za knjižnico. Na občini Starše je bilo lansko leto zaznamovano kot leto priprav na večje projekte. Med drugim so odkupili prostore za knjižnico. Upamo, da bomo v letošnjem letu uspešni na razpisu za sofinanciranje knjižnice in da bomo lahko knjižnico v letošnjem letu tudi finalizirali. Govorimo o poslovno-stanovanjski stavbi v centru Starš, v kateri je prostor 300 kvadratov za namene knjižnice. To bo sigurno ena od večjih pridobitev v tem in naslednjem letu. Skrbijo pa tudi za ceste, obravnavajo tudi državno cesto v Brunšviku. Z veseljem lahko rečem, da nam je uspelo praktično vse probleme z lastniki zemljišč odstraniti. Imamo še 3 nepodpisane pogodbe, ki pa bodo verjetno v tem tednu oziroma naslednjem tednu tudi urejene.
pogodba z DRSI in cestnim podjetjem Ptuj, ki je bila podpisana, tako da v bistvu čakamo samo še na uvedbo v delo. Župan pravi, da bi lahko dela stekla februarja ali pa marca. Ko je občina tudi podpisala pogodbo o sofinanciranju v višini 1 670 000 evrov, kjer pa so zajeti tudi elektrodela in pa telekomunikacijska dela, tako da upamo, da bomo s temi podjetji v mesecu januarju uspeli tudi mi podpisati ustrezne pravne podlage, da bodo seveda pristopili k tej investiciji. Glavnina denarja bo letos šla prav za sofinanciranje ceste v Brunšviku. Za te potrebe bo potrebna tudi zadolžitev. Zdaj predvidevamo okoli 1 100 000 kredita, žal brez tega ne bo šlo. Še naprej urejajo tudi pokopališče, ki so ga sicer že lani urejali in pripravili tudi dokumentacijo za nadaljnja dela. Bomo na pokopališču izvedli gradnjo 2 žarnih zidov z cirka 50 žarnimi mesti in pa prostor za razsip pepela. Smo eni redkih pokopališč, ki še to nismo imeli urejeno. Upam, da bo občanom všeč ta zadeva in da bo že letošnjem letu po moje zadeva tudi na tem področju stekla, da bodo imeli možnost tudi primernega pogreba tisti, ki si ne želijo imeti grobov. Po njegovih besedah investicija v to ni zanemarljiva. Ta investicija bo kar nekaj nanesla, mislim, da bo se skupaj okoli 80-90 000 evrov, tako da so to niso tako nezamerljivi zneski, so kar precej veliki, ampak to delamo res za naslednjih 30 let. Investicij, tako večjih kot manjših, pa sicer v občini Starše ne primanjkuje. Lotevajo se jih po načrtih in prioritetni listi. Za na konec pa še občino Majšperk, kjer je župan na ponovoletnem srečanju sprejel župane in predstavnike nekaj občin, prav tako tudi predstavnike podjetij in društev iz Majšperka ter druge. Srečanje je bilo priložnost za mreženje in povezovanje. Župan Majšperka je na ponovoletnem srečanju sprejel mnoge goste. Skupaj so si ogledali nastope mladih glasbenih talentov iz Majšperka, ti so prisotne navdušili svojim petjem in igranjem na inštrumente. Prikazali pa so jim tudi, kaj je bilo narejeno in kaj se še dela v Majšperku. Ko bolj samozavestno gremo novim izzivom naproti. Vse se začne pri financiranju, to mislim, da je vsem jasno. Iz tega pa potem nekako krojimo naprej usodo lokalnih področij, območij, tako govorim za našo občino, kot tudi podobno pri ostalih, tako na področju infrastrukture, tako na področju drugih vsebin, družabnih, kulturnih, socialno-varstvene. Skratka, menim, da v nekem obsegu so izzivi podobni, v nekem delu se pa vsako leto menjujejo in to je ravno tisto, kar dela to zadevo, to našo javno službo, pravzaprav servis za občane in okolico toliko bolj dinamično in nenazadnje meni osebno privlačno. Srečanje je bilo tudi priložnost za povezovanje in mreženje. Pravzaprav je to eden izmed glavnih razlogov, da vztrajamo za to tradicijo, ki je pri nas prisotna že kar nekaj let in kdaj je bolj smiseln čas kot začetek novega leta. In kot sem omenil, zdaj smo trenutno tudi nekje na pol času, če govorimo o tem mandatnem obdobju. V glavnem smo danes tukaj zbrani tisti, ki skozi leto sodelujemo, z enimi bolj aktivno, z drugimi manj. In taka neformalna srečanja, druženja so vsekakor priložnost, da še utrdimo te vezi in sem zelo vesel tolikšnega obiska in da na ta način tudi začnemo to novo koledarsko leto, ki pa bo zagotovo, kot omenite, polno izzivov kot vsako. Med tistimi, ki so zelo aktivni v občini, je zagotovo turistično društvo Ptujska Gora, ki ima med drugim tudi svojo trgovinico. Imamo pa tudi v vinski sekciji organizacijo vinskih večerov, potem v turističnem društvu organiziramo tudi razne dogodke, v poletnem času na trgu stand-up dogodke, potem tudi na prostem kakšne kulturne oziroma glasbene dogodke. Zdaj v primeru slabega vremena pa imamo to možnost, da organiziramo ta dogodek v tej dvorani, ki smo danes gostili, ki nas je danes občina gostila. V Majšperku pa so tudi podjetniki, med njimi najdemo Jožefa Žolgarja. V njegovem podjetju imajo nizke gradnje in avtoprevozništvo. Z temi nizkimi gradnjami predvsem, zdaj smo še pred 3 leti odprli kamnolom v bližini v sami občini Majšperk, tako da zdaj imamo bolj raznoliko dejavnost.
Priložnosti za delo vidi marsikje, tudi v domači občini. So gradnje cest, menda 1-2 kilometra, koliko domenjeno, tako da tu se bomo v vsakem primeru prijavili na razpisu. Potem do končanja te ceste, tule v zaselku, pa je že Vonsberg. Parkirišče že imamo zdaj pridobljeno, smo bili uspešni na razpisu v Stopricah. Mora biti še kaj. Na sprejemu je bil tudi Marcel Stojnšek. Doma se ukvarjajo s predelavo in razsekom mesa. V današnjem času vse bolj se počne videti, da lokalna skupnost oziroma širše okolje želi, da v svojih krožnikih jeste meso oziroma v bistvu lahko rečem vsa živila lokalne izdelave oziroma prireje. Teda to smo se tudi odločili, da na nek način predelamo in tudi predelamo meso. Se pravi, tudi večinoma oziroma lahko rečem skoraj 100% imamo lastno vzrejo doma na 2 lokacijah, ena govedorejsko v Haloškem oziroma v tem delu, ko smo zdaj v Meškovski občini, drugi del prašičarejo pa v Prelekiji v okolici Ljutomera. Vsi prisotni so si torej najprej ogledali nastope mladih, nato pa je sledil še sprejem v preddverju in v dvorani, kjer so imeli priložnosti za druženje, povezovanje in mreženje. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Ostanite pa naprej še v naši družbi, kajti ob 20. bo Živa Krušič Gorišek spregovorila v oddaji Zimski pogovori. Tokrat bo njena gostja ministrica za kmetijstvo. Z moje strani pa toliko. Želim vam seveda lep preostanek tega večera in nasvidenje do prihodnjič.